Slišali smo, kako torej Jezus danes v evangeljskem odlomku svojim učencem, svojim apostolom postavi vprašanje. Kaj vi mislite, kdo sem jaz? To je vprašanje, ki ga Jezus postavlja vsakemu od nas. In prej ali slej bo moral vsak pri sebi odgovoriti tudi na to vprašanje. Ampak je tako, da k sreči na to vprašanje ni treba odgovarjati kar tako na slepo, nepripravljen, ampak se za odgovor na to vprašanje pripravljamo. Se pripravljamo ves čas našega verouka, se pripravljamo tudi že prej v družini, spoznavamo, odkrivamo, kdo bi lahko bil Jezus. In podobno kot vprašanje, kdo je Jezus in naš odgovor, ki rasteta počasi, vse to je primerljivo tudi z vsemi ostalimi stvari, ki se jih mi učimo skozi življenje. Velikokrat morda v prvem razredu, drugem razredu še ne vemo čisto točno, zakaj je 2 + 2 = 4. Tako so nam povedali učitelji. Potem se učimo poštevanke, zakaj bi to moralo biti tako, a res drži, a ne drži. Tako smo se naučili, zato ker zaupamo učiteljem. Potem malo kasneje spoznavamo, se učimo, da je Zemlja okrogla, pa da Zemlja kroži okrog Sonca, pa da je v našem osončju, koliko je zdaj, 8, 9 planetov. Se učimo, ker nam to povejo. Ampak prej ali slej, ko odraščamo, želimo razmišljati tudi s svojo glavo in si ustvariti svoje mnenje, svoj pogled na stvari. Ne zato, ker so nam povedali starši, ne zato, ker so nam to povedali učitelji, ampak zato, ker smo sami prišli do sklepa in ugotovili, da to je res tako. Da res stvari tako stojijo. In to ni več potem, kot rečeno, eno odgovor zato, ker nam je nekdo, ki je naša avtoriteta, to povedal, ampak zato, ker mi to verjamemo. In podobno, čisto nič drugače, je tudi z vprašanjem, kdo je Jezus. Ponavadi v 7. razredu pridemo tudi do lekcije, ko ugotavljamo, kako zelo različne stvari je Jezus v svojem življenju govoril in delal. In prej ali slej pridemo tudi do tega vprašanja, da kakorkoli je Jezus na eni strani velik učitelj, ki je povedal veliko lepih, dobrih stvari, da je Jezus povedal tudi stvari, ki morda niso najbolj sprejemljive ali pa jih je malo težje razumeti. Da je Jezus med ostalim sebe predstavil tudi kot Božjega sina. In smo postavljeni pred izbiro, vedno nova, da se tudi mi vprašamo, kdo je Jezus. V tej lekciji, ki jo v 7. razredu obravnavamo, ponavadi pridemo do nekako, da je Jezus nekdo, ki ve, da ni Božji sin, pa se samo pretvarja in ljudi prepričuje in je torej lažnivec. Druga možnost bi bila, da Jezus v resnici misli, da je Bog, da je Božji sin in zato tako govori, ampak je v resnici ni in je torej zmešan, je torej norec. Ali pa Jezus v resnici ve, da je Božji sin in tudi je Božji sin. In torej govori po resnici in je Božji sin. Za katerokoli od teh 3 opcij se mi lahko odločimo, kdorkoli od teh 3 možnosti Jezus za nas lahko je, ampak mi smo tisti, ki se bomo morali pa odločiti in potem v skladu s to odločitvijo tudi živeti. Ta uvod sem naredil zato, da bomo lahko razumeli, kaj je na tehtnici, ko se pogovarjamo tudi o verouku, pa o udeležbi pri verouku, pa o temah, ki jih obravnavamo pri verouku, pa o rednosti prihajanja k verouku, o težavah in izzivih, ki jih imamo kateheti od 1. do 8. razreda, ko potem mladi pridete tudi k birmi in dobite birmo in ste nekako v očeh cerkve polnovredni, polnoletni kristjani, Jezusovi sodelavci in pričevalci. Tudi od tam naprej je potrebno še hoditi, je dobro hoditi k verouku, je dobro se izobraževati, je dobro še poglabljati svojo vero, svoje versko znanje, ampak tako danes se bomo pogovarjali predvsem o tem rednem
osnovnošolskem verouku. A se kaj slišimo? Se slišimo. Torej, začeli bomo z veroukom v letošnjem letu, pa povabim najprej sestro Sabino, ki bo, tako kot že nekaj let, učila 1. in 2. razred. Tisti, ki je še ne poznate, jo lahko spoznate zdaj. Vsaj vidite jo tukaj, spoznavali jo boste pri verouku. Sestra Sabina je Uršulinka, živi v skupnosti sester na Poržanu. Sestra, kaj boste kaj počeli v 1. in v 2. razredu? Najprej bom rekla to, da mi je zelo stalo, zdaj, ker sem poslušala ta nagovor, kdo je Jezus. Se mi zdi, da se lepo navezuje lahko na celo katehetsko vročno leto. Tudi v 1. razredu bomo na svoj način spoznavali in odkrivali, kdo je Jezus. V 1. in 2. razredu je za nas, za otroke, Jezus predvsem tisti, ki nas ima rad. Tisti, ki zmore vse. In v 1. razredu bomo to spoznavali preko tega, da smo vsi ljubljeni Božji otroci in kdo vse nas na tej poti Božjega otroštva spremlja. V 2. razredu, kar je nadaljevanje 1., je prav tako, skupaj se bomo veselili, da smo kristjani, da nas ima Jezus rad in da mi vsako leto postajamo še večji njegovi prijatelji, zato ker ga vsako leto bolj poznamo. Hvala, sestra, ker ostani še tukaj. 3. razred, v katerem se pripravljamo na prvo sveto kajilo, bo letos imela Katja. Tako, Katjo tudi večinoma že poznate, če ne z oratorijev, pa kot še od jasličarjev, če ne od jasličarjev. Ja, tako, Katja je tista, na katero se ponovadi obrnemo, ko potrebujemo karkoli. Med ostalim, mimogrede, ne vem, če ste že videli razstavo o župnikih in o župniji v okrogli kapeli, lahko si jo potem po maši še ogledate, razstavo ob 60-letnici naše župnije. Take in drugačne stvari računamo na Katjo, ko jih je treba narediti. Katja, kaj boste letos počeli v 3. razredu? Ja, kot si že rekel, pripravljali se bomo na prvo sveto kajilo. V bistvu bomo lepo obnovili 1. in 2. razred, kdo je Jezus, kaj vse je Jezus učil, kaj je Jezus naredil za nas in kaj je pomen zadnje večerje in njegove daritve na križu. Imeli se bomo lepo, tako kot po navadi. Hvala, Katja, tudi ti še ostane, tudi prideš še na vrsto. 4. razred ima tudi zdaj že nekaj let zapored, tudi katechistinja, tudi animatorka Anica, Ana Marija. Anica, ti ima že malo bolj ustaljen program. Kaj se počne v 4. razredu? Ja, v 4. razredu bomo letos ponovno, kot je že navada, jemali 10 božjih zapovedi. Kaj bomo počeli? Se pravi, pogovarjali se bomo, zakaj 10 božjih zapovedi sploh imamo, kdo nam jih je dal, kako smo jih sploh začeli, a smo jih začeli, se pravi, redno upoštevati ali jih redno upoštevamo. In pogovorili se bomo, zakaj so pomembne in kako jih v življenju tudi uporabljamo. Hvala, Anica. Zdaj pride spet na vrsto Katja, 5. in 6. razred. Ja, kako se bo to, bo kaj videti vse novega, standardne stvari? Načeloma ne, ja, kar standardne. Se pravi, 5. razred je 7 božjih zapovedi, zakramentov, pardon. 4. razred. Sej vem, kaj je razredno. No, zakramenti, ja, enako kot Anica, kako nam služijo, kakšne prednosti imamo s tem, ker upravljamo zakramente in podobne stvari. Ja, ponovno zabava, 6. razred. Je pa spoznavanje svetega pisma, kako se po svetem pismu lahko učimo, kaj nas uči, vse sveto pismo, kako nam stara zaveza razlaga vero in kako nam nova zaveza z Jezusom razlaga vero. Plus zabava.
Zabava, očitno bo treba nekaj tudi na tej plati še narediti, dodati. Pater Egon bo letos imel sedmošolski verouk. Egon, kaj jim pa ti pripravljaš? Torej, v 7. razredu bo tudi ena prelomna točka, tako kot smo slišali danes v Evangeliju. Bo tudi bolj poudarek na osebni molitvi, na osebnem odnosu. Moj cilj je tak, da človek se osebno sreča s Gospodom, lahko nekaj ostane v človeku, v notranjosti. Tako da bomo še ponavljali tudi za nazaj vse zakramente, Božje zapovedi. Malo bomo šli čez vso osnov počasi. Pa še ena novost je, da malo bolj bom vključil ali pa bomo vključili veroučence 7. razreda v župnijo. Tako da z raznim sodelovanjem, primaša, čiščenjem, malo več sodelovanja v župniji, ampak to še obvestimo. Drugače pa poudarek na osebni odločitvi otroka za vero. Hvala, Egon. Osmošolce bom letos spremljal jaz, se pravi v 8. razredu, to je zadnje leto priprave na birmo, kar pomeni, skušali bomo nekako povzeti vse, kar smo se v prejšnjih letih naučili. Potem v 8. razredu pridete na vrsto tudi 2 vikenda, en jesenski, en spomladanski, vikenda, na katerih skušamo to, kar je pater Egon že omenjal, se pravi, skušamo ustvariti eno globljo vez med birmanci, zato da bi se dobro počutili, da bi lahko razumeli, v čem je pomen skupnosti, pa da bi lahko iz tega, da prejemamo, počasi začeli vstopati v logiko, da lahko tudi kaj dajemo, da smo mi v naši župniji pomembni in potrebni, da imamo kaj dati in da je naše služenje po Jezusovem vzoru pomembno. To bo 8. razred, birma bo, računamo, v maju, točen datum bo tudi še sporočen. Tudi s prvo sveto vhajilo računamo, da bo v maju. Vse je odvisno tudi od koronavirusa in razmer, ki nam jih bo ustvaril, ampak računamo na to, da je Bog z nami in da tako, kot smo v preteklem letu uspeli kljub vsem težavam, kljub vsem omejitvam, speljati veroučno leto na ta način, da smo ostali povezani in da se še vedno čutimo kot občestvo, računamo, da nam bo uspelo tudi v tem letu. Slabše, kot je bilo lani, ne more biti. Tako da hvala vsem katehistrijam, patru Egonu, za vaše služenje. Hvala vsem staršem, ki nam zaupate svoje otroke. Hvala vsem otrokom, ki prihajate, soustvarjate ta naš verouk in to našo župnijo. Tako izročimo vse skupaj tudi Bogu v roke, v zaupanju, da je on tisti, ki vodi in po Svetem Duhu navdihuje. Če ne bo čisto po naše, vedno bo pa po njegovo.